Pozdravljeni, me veseli, da vas je Mirica prebudila, da imam živahno in budno občinstvo. Prav tako je pa dobro načela teme, ki jih bomo tudi mi pokrivali, in sicer alkalizacijo telesa. Ko je omenila gibanje, veste, da se več kot 90% ljudi po 30 letu nikoli več ne šprinta, nikoli več ne gre v hiter tek. In posledično, zakaj smo vsi zakisani? Zakisanost, ne samo procesirana, nekvalitetna hrana, temveč tudi pomanjkanje gibanja. Predstavila vam bom spirulino in sem vesela, da mi v bistvu Maja ni dala prav veliko izbire, kaj bom predstavljala. Namreč spirulino in druge alge že kar nekaj časa aktivno predlagam marsikomu. Pred časom je bilo to še vse majčkeno bolj čudno, zakaj bi alge imel. Na srečo so pa alge tudi zdaj zelo znanstveno podprte. Vsebuje praktično vse esencialne aminokisline, zaradi tega jih uporabljamo tudi za eliminacijo toksinov in alkalizacijo zakisanega telesa. Zakisano telo je več ali manj vprašanje časa, se pravi, ali se ne gibaš dovolj ali si pa preveč pod stresom. V grobem imamo v telesu dva velika živčna sistema, eden je simpatik, drugi je parasimpatik. Simpatik je tisti, ki nas ohranja v pogonu, v stresu, zato da lahko telo dohaja naše želje. Čeprav je mogoče telo takrat že utrujeno. Kadar smo v simpatičnem overdrive oziroma kadar simpatik preveč laufa, po domače povedano, je parasimpatik, se pravi nezavedno razstrupljanje, presnavljanje popolnoma ustavljeno. In prva stvar, ki se zgodi po kontinuiranem stresu, je napihnjenost, napihnjenosti sledijo težave z razpoloženjem in tako naprej. Se pravi, nerazmerje med simpatikom in parasimpatikom. Tako da je pomembna za alkalizacijo telesa, poleg tega ima v sebi ogromno vitaminov B kompleksa, B1, B2, B3, 5, znate sami prebrati, skratka, cel kup B kompleksov, poleg tega je naraven vir mineralov. Mineralov imamo v prehrani bistveno premalo. Tudi človek se vpraša, zakaj v bistvu govorimo o prehranskih dodatkih, zakaj mogoče 20 let nazaj nihče ni rabil magnezija ali pa kalcija. Žal prehrana že kar nekaj časa ne zadošča, tudi zemlja, sama prst je opustošena, pogosto ne počiva, ni kolobarjenja. Poleg tega je pH naše prsti vedno bolj kisel, kar pomeni, nižji ko je pH, bolj ko je kisla prst, manj se mineralov absorbira v hrano. Hkrati imamo pa zaradi tem življenja bistveno večje potrebe po mineralih in vitaminih. Poleg tega ima spirulina tudi karotenoide in vsebuje te zelo dolge, se pravi very long, polinenasičene maščobne kisline, vključno z gamma-linolensko kislino, kar je pomembno za kardiovaskularno zdravje in regeneracijo telesa. Tako da v bistvu tukaj v spirulini dobimo kar en velik spekter mineralov, vitaminov oziroma nutrientov, ki jih telo nujno potrebuje. Sama spirulina izboljša absorpcijo nutrientov in alkalizira telo, se pravi zakisano telo alkalizira. K temu so sploh podvrženi ljudje, ki uživajo veliko procesirane hrane, se ne gibajo. Lahko pa delate vse to, ampak če ste dovolj pod stresom, tudi telo ni dovolj alkalno. Poveča tudi učinek razstrupljanja od težkih kovin. Jaz ponavadi priporočam ljudem, da se jemlje 30 minut pred obrokom, po potrebi večkrat na dan. Če vzamete 30 minut pred obrokom, imate na ta račun spirulino ravno na pravem odseku tankega črevesja, ko se v tanko črevo izloča žolč in lahko iz žolča marsikaj slabega potegnete in izločite ven. Poleg tega pomaga uravnavati ravni holesterola v telesu in en zanimiv podatek, NASInim astronavtom so jo dali že od leta 1970. Purest Sea Essence je brez aditivov, veganski in brez alergenov, predvsem pa imate 500 mg spirulina v eni tableti, kar je super, zato ker ne rabite več tablet naenkrat jemati. Ponavadi, jaz sem vedno ljudem rekla 3 do 5 tablet klorele ali spiruline, odvisno od težav, 3-krat na dan, 30 minut pred obrokom. Vedno je priporočljivo vzeti tudi pred spanjem. Med spanjem poteka kar nekaj razstrupljevalnih in izločevalnih procesov.
In fino je, da jo vsaj enkrat v dnevu vzamete z omega-3 maščobnimi kislinami. Tako da se spet majčkeno dopolnimo. Bi pa še tukaj povedala, se pravi, kar se tiče alkalizacije telesa in recimo sklepov. Tudi ko so presežene zmožnosti telesa za razstrupljanje, pride do več kožnih bolezni, vnetnih procesov, vključno z revmatoidnim artritisom. Tako da spirulina v kombinaciji z omega-3 maščobnimi kislinami učinkovito alkalizira in razstruplja telo. V principu je spirulina cianobakterija, in sicer spirulina maxima in spirulina platensis sta v tem produktu. Uporablja se jo od 16. stoletja, se pravi, je stara, preizkušena stvar in sega nazaj do Aztekov. Vsebuje kar nekaj beljakovin, če vidite, 67% suhe teže, 15% maščob in 18% ogljikovih hidratov. Njena glavna učinkovina je fikocianobilin. Osnoven mehanizem delovanja je pa, da pomembno inhibira 1-DPH-oksidazo, to je en presnovni encim v telesu in zaradi tega deluje antioksidativno in protivnetno. Zdaj naštevam mehanizme delovanja, ampak v grobem spirulino pokrijete kar nekaj pomembnih aspektov za optimalno delovanje našega telesa. Kot sem omenila že na začetku, na mojo srečo je tudi študijami podprto. Tukaj sem samo vstavila eno izmed študij in vidite v bistvu zaključek študije je, da, spet se mi ne sliši, da učinkovito znižuje body mass index, se pravi indeks telesne teže, apetit in pa bom mogla pa kaj zapeti, pa to si pa ne želite. HDL in LDL holesterola, se pravi, da uravnava dobri holesterol in znižuje tako imenovani slabi holesterol. Seveda je pomembna tukaj tudi prehrana, ampak vseeno imaš kdaj ljudi, ki imajo nealkoholno zamaščenost jeter, kljub kvalitetni prehrani, kljub gibanju. Tukaj je spet vprašanje stresa in drugih stvari in pomanjkanje vitamina D, ampak nad 1,8 grama dnevno. Se pravi, v eni tableti imate 500 mg, se pravi pol grama. Se pravi, par tablet na dan, približno 3, pokrijete v bistvu potrebe, da dejansko bi se tudi laboratorijsko dokazano poznalo, da znižuje holesterol in uravnava tudi apetit. Mogoče se vam to sliši veliko 3 ali pa 4 tablete, ampak jaz vedno rečem ljudem, to je tako skoncentriran, kakor da bi dobili en koncentrat solate ali pa zelene listnate zelenjave. Tako da tudi v tistih obdobjih, ko hitimo, jaz sem zdaj trenutno v tej fazi, skrbimo za otroke, službo in tako naprej, včasih pač prehrana ni tako kvalitetna, kakor bi si želeli, imate v bistvu tukaj skoncentrirana hranila v enem. Na 2 mg dnevno je bilo dokazano, da vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja, na 3 mg pa pol na znižanje povišanega krvnega tlaka in še majčkeno višji odmerek za zmanjšanje nealkoholne zamaščenosti jeter. Vsekakor ne rabite iti nujno na take odmerke, vendar so bili večji odmerki zbrani, da so potrdili koristne lastnosti spiruline. Predvsem, kar pa je zanimivo, tudi to, da spirulina v takih odmerkih, kakor sem jih prej naštela, je bila izkazana kot identično učinkovita, kakor določeni antihistaminiki za seneni nahod. Za seneni nahod pomaga tudi naravni antihistaminiki, kakor so vitamin C, cink in pa kvercetin, vendar je bila spirulina primerljiva z vsemi temi, se pravi cink, vitamin C in kvercetin, v primerjavi z antihistaminiki ali pa spirulino, je bila spirulina popolnoma enako učinkovita. Tako da alge so stvar, ki se že zelo dolgo prepoznavajo, imajo ogromen enih hranilnih vrednosti in podpirajo naše telo na celotnem nivoju. Poleg tega pa še ugodno delujejo na naš centralni živčni sistem, predvsem na možgane, in delujejo nevroprotektivno in podpirajo v bistvu možgansko delovanje in blažijo simptomatiko Alzheimerjeve bolezni, Parkinsonove bolezni in multiple skleroze. Tudi zato, ker v bistvu so možgani ledvice so sploh podvrženi
kopičenju težkih kovin. Za marsikatere težke kovine nimamo dobrih izločevalnih mehanizmov. Z nekaterimi težkimi kovinami smo se srečevali že tekom evolucije, z nekaterimi pa ne. Sploh za aluminij nimamo dobrih izločevalnih mehanizmov. Tako da spirulina v kombinaciji z omega-3 maščobnimi kislinami je učinkovito sredstvo za izločanje težkih kovin, je pa to proces, ki traja zagotovo več kot 6 mesecev, ker si jih pač kopičimo žal celo življenje. Smo pa vsi ljudje narejeni dosti na hitro, tako da bi želeli hitre rezultate, ampak je v telo treba kar nekaj časa vlagati, preden se poznajo razlike.